Lep dober dan, Andreja Kovač, lep pozdrav v Monošter v Porabje. Mi bi te radi pozdravili in bi bili zelo veseli, če nam boš lahko malo povedala, kako kot Slovenci na Madžarskem, kot narodna skupnost, sedaj v tem času živite, kakšne probleme imate, posamezniki in tudi kot skupnost. Lep dober dan tudi v mojem imenu. Čast mi je, da imam možnost se s tabo, z vami tukaj malo pogovarjati. Zdaj, kaj je v Porabju? Jaz bi rekla, da nekaj podobnega kot pri vas na Koroškem. Vsi smo živeli eno normalno življenje vse do 15. marca, ampak po tistem se je svet na glavo obrnil in dejansko se iščemo v eni novi situaciji, rešujemo zadeve. Dejansko pri nas lahko rečemo, da na vsakem področju je prišlo do spremembe. Šole dejansko so zaprte, tudi danes jih nimamo še odprte, pouk poteka na daljavo. Seveda na začetku smo imeli probleme tudi to, da kolikor smo v eni družini ni bilo toliko računalnikov, pa to, kako zagotoviti za otroke. Tukaj so tudi vse manjšinske organizacije stopile na pomoč in vse prenosne računalnike, ki smo imeli na uradih, na organizacijah, predali učencem, da se v tem času lahko jih uporabljajo in lahko delajo. Po tistem seveda ne samo to, da šole ne delajo, niso delali tudi ne uradi, tudi organizacije, kot naša organizacija Zveza Slovencev na Madžarskem, tudi mi smo morali najti neko primerno rešitev, da zdaj ali delaš iz pisarne oziroma delaš naprej v pisarni ali pa od doma, ampak vseeno smo rešili. Zdaj, kar se tiče na manjšinskem področju, moramo reči, da prav mediji so tisti, ki so pa redno delali, ker časopis je izhajal tudi v tem času, televizija je tudi delala svoje oddaje in isto tudi velja za radio, ampak ta epidemija je dejansko imela veliko vpliv tudi na gospodarsko področje in tukaj mislim na to, da tudi pri nas je prišlo do tega, da so zaprli določena podjetja in celo nekaj časa je bilo prepovedano, da delajo. Največjo je pa to, da lahko rečemo, da v Porabju smo ponovno v tisti situaciji, kot smo bili tam v 80. letih. To pomeni, da naša pokrajina je hermetično zaprta. Mi smo imeli tukaj 15. marca še 3 mejne prehode proti Sloveniji, danes nimamo nobenega. Najbližji mejni prehod je 60 kilometrov od nas. In preko tega lahko idemo v Slovenijo, če imamo kaj urejati zadeve. Ampak seveda vsi si želimo, da dejansko se bo svet ponovno, naše življenje malo ponovno sprostilo. Vsi vemo, da je preventiva izredno pomembna. In to dejansko je bilo tudi nekje normalno, da so določene ukrepe uvedli. Ampak lepo počasi pa moramo iti v tisto smer, da se te ukrepi razlahljajo in ponovno lahko bomo začeli neko bolj normalno življenje, ki je tudi na gospodarskem področju in tudi na drugih področjih poteka že nekaj podobnega, kot je bilo prej, oziroma tam pred 15. marcem, ampak vedno rečejo, da tako pa več ne bo, ker ta pandemija pa vsekakor bo imela neke negativne vplive na naše življenje dolgoročno tudi. No, to bi bilo naslednje vprašanje. Ti si lansko leto prevzela, si postala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem in mi te poznamo kot zelo aktivno, dinamično. Poznamo te pa tudi kot človeka, kot žensko, ki ima razumevanje tudi in ki razume tudi pomen gospodarskega razvoja za manjšino, za regijo. Tukaj smo v zadnjih mesecih, v zadnjem letu veliko se pogovarjali, sodelovali tudi Slovenci iz Italije in Hrvaške. In tukaj bi te mogoče še vprašal, kako vidiš ti potrebo po bolj poglobljenem sodelovanju med vašo regijo, se pravi tem delom Madžarske, in regijo, ki je v Sloveniji, se pravi slovensko?
Mislim tu na potrebo in na pogled na to, no? Zdaj bi lahko rekla, da vkolikor bi slovensko porabje mejilo na eno gospodarsko razvito regijo Slovenije, danes ne bi imeli tukaj, ne bi bili hermetično zaprti, zaradi tega, ker takrat tisti dnevni migranti bi hodili v eno ali pa v drugo državo, ne? Ampak ker mejimo prav na najbolj nerazviti del Prekmurja, dejansko tudi iz Porabja nimamo delavcev, ki bi bili zaposleni v Prekmurju na Goričkem. Tako da dejansko jaz sem mnenja, da v bodoče bomo morali usesti in skupaj razmišljati o tem, kako razvijati obmejne regije. Te projekti, v katerih tudi mi delamo, so izredno pomembni, ampak vseeno gospodarske enote tukaj ti ne moreš ustanoviti, ne. Ta denar ni za to, da narediš eno ali neko večjo podjetje, firmo na eni ali drugi strani meje. Tukaj moramo dejansko skupaj z matično domovino se usesti in dejansko nekako pridobiti nekega poslovneža, za katerega bi bila mogoče ta obmejna pokrajina zanimiva, da bi vlagal v to področje ali pa sama država. In vsi vemo, da narodna skupnost brez gospodarske osnove je šibka, ne. In zaenkrat za našo narodno, za Slovence v Porabju moramo priznati, da to enostavno velja, saj nismo mi prvič nismo veliko številčna skupnost, ne, tukaj na Madžarskem, drugo pa to, da tudi nimamo gospodarstvenike oziroma poslovneže, ki bi imeli velika podjetja, ki bi dejansko bili del naše skupnosti. Zdaj, seveda mi na tem delamo in obstaja tudi nek gospodarski program za razvoj gospodarstva, kateri je namenjen prav tudi poslovnežem oziroma srednjim malim podjetjem, tudi kmetom, ne. Ta program bo mogoče, upamo, da ogromno prinesel. To je program zaenkrat, katerega je podprla Republika Madžarska in se bo začel izvajati letos. In nekaj podobnega bi želeli, da se naredi tudi s slovenske strani in res dejansko, da lahko s temi projekti, programi naredimo prve korake pri tem, da okrepimo gospodarstvo v Porabju. Zaenkrat vsi vemo, oziroma na primer mi imamo tukaj v Monošču bivšo Oplovo tovarno, danes je to ena tovarna od Peugeota, ne. Ampak to je en velik koncept. Dejansko tukaj si odvisen od lastnikov, od Francozov, kako se bodo oni odločili. Seveda, na primer, zdaj, ko smo že mimo, oziroma ko so že malo te ukrepi rahljani, ne, in danes že ponovno so zalaufale te podjetje, ne. Na primer, v tej tovarni še ne delajo v tisti količini ali pa tako kot marca, ampak zaenkrat dela šele polovica zaposlenih, medtem pa mala in srednja podjetja, ona so tiste, katera ostanejo tukaj, one so tiste, na katere dolgoročno lahko računaš. In zdaj, če malo seštevamo tudi, skupaj imajo več zaposlenih kot na primer eno večjo podjetje in oni že od začetka delajo. Pa tudi, če ni bilo potrebno, oziroma so opravljali tako delo, tudi v času epidemije, oziroma ko so bili te strogi ukrepi, niso nehali z delom, ampak so skozi proizvodnja je skozi tekla, ne. Tako da naša naloga je, da vse več podjetij ali pa SP-jev slovenskega porekla okrepiti oziroma njim pomagati na tem, da postanejo pomembni člani na gospodarskem trgu oziroma vsaj tukaj v naši okolici in takrat bo tudi naša skupnost imela večjo in močnejšo perspektivo za bodoče. No, tukaj mislim, da imamo vsi predstavniki manjšinskih struktur na Hrvaškem, v Italiji, Avstriji in pri vas v Porabju podobne poglede, se usklajujemo.
Jaz želim in mi želimo se strani Slovenske gospodarske zveze to, kar si zdaj povedala, skupaj okrepiti to misel, jo predstavljati in vztrajati v Sloveniji na tem sodelovanju, tudi seveda tam, kjer smo doma. V tem smislu bi se ti zahvalil za ta pogovor, pozdravi tudi ostale tvoje sodelavce, sodelavke, ki jih poznamo, ki poznajo nas, ostanite zdravi in zelo se veselimo spet prvega srečanja pri vašem monoštru ali v Ljubljani ali pa pri nas tukaj na Koroškem. Srečno in lep pozdrav. Hvala tudi v mojem imenu, lep pozdrav in isto velja tudi za vas, ostanite zdravi in se dobimo, ko bo to že možno. Lepo.